Pozdravljeni! Danes so zopet na vrsti vaša vprašanja ter pobude in tokrat bom moral objasniti, ali pravzaprav sam sovražim Šarla Leclerja. V mnogih prispevkih in tudi analizah, ki sem jih objavil na kanalu Budgets Way, se je hočeš nočeš znašel tudi Charles Leclerc. In nekaterim njegovim navijačem, privržencem ni bilo všeč, kar sem povedal o tem monaškem vozniku. Tako da je na moj naslov prišlo kar nekaj vprašanj, nekaj pobud, naj razložim, ali pravzaprav sam sovražim Šarla Leclerja. In odgovor je sila enostaven: ne, ker sam ne sovražim nikogar, ki je na štartnem razporedu Formule 1. Do vseh skušam biti čim bolj objektiven in pravzaprav ne gojim nobenih zamer. A treba je povedati, da do nekoga, ki vozi za skuderijo Ferrari, bi morali biti malček bolj strogi kot do nekoga, ki ima na razpolago sedež, na primer, pri ekipi Williams. In seveda upam, da se s to izhodiščno točko vsi strinjamo. Ne moremo pričakovati, da bo nekdo z Williamsom začenjal dirke, na primer, v prvi štartni vrsti. Bilo bi malce preveč. In enako pri rezultatih same dirke. Naprimer, če nekdo z Williamsom pride do točk svetovnega prvenstva, je to fenomenalni uspeh. Po drugi strani, če nekdo s Ferrarijem ne pride na zmagovalni oder, no ja, bi lahko začeli diskutirati. A konec koncev moramo biti čim bolj objektivni pri seveda ustvarjanju kakršnega koli mnenja. A videli bomo, da do sedaj pri njem v nekaterih primerih smo videli ogromno napak, ki so ga stale tudi zmag in uvrstitev na zmagovalni oder. A treba je poudariti še nekaj, da pred leti sem podobno mnenje delil tudi na primer o Micku Schumacherju in tudi v tisti priložnosti sem bil tarča kritik. Kako si drznem, gre za bodočega šampiona in ali ne vem, kaj pomeni priimek Schumacher. Seveda sam se takim pripombam nisem pustil zmesti. In videli smo na koncu, kako se je zgodba zaključila. Ne govorim, da so tu neke usporednice in da bo Leclerc dosegel približno takšno usodo kot Schumacher, ampak hočem povedati, da se ne uklanjam nekemu splošnemu mnenju. Tu na kanalu Budgets Way želim podati neko svoje videnje, ki je v večini primerov drugačno od tistega, ki ga dobimo v nekih splošnih medijih. Ukolikor bi bilo enako, sam osebno ne bi videl niti potrebe po objavi. Namreč, ukolikor si nekdo zadevo prebere ali posluša enkrat, ne rabi še ponovitve pravzaprav istih dejstev. A marsikdaj je treba priznati, da mediji in družbena omrežja ustvarijo neko podobo, ki je v resnici lahko izjemno daleč od resničnosti, in govorim na splošno. Sam se ne bom ukvarjal s tem, koliko objav ima Charles Leclerc na raznih platformah, kot je tolikokrat omenjeni X ali bivši Twitter in podobno. Ampak se bom skušal osredotočiti na tisto, kar so v resnici pokazale dirke. Nekdo nam je lahko simpatičen, je lahko privlačen, je lahko ne vem kaj vse, ampak v Formuli 1
Šteje samo, ali je hiter ali ne. In prav tu pri Charlesu Leclercu je nekaj točk, ki bodo verjetno njegove podpornike zopet razjezile, ampak ne bodo daleč od tistega, kar je mnogokrat pokazal na progi. In če kdo sledi mojim objavam, točno ve, da naprimer, če bi bil uperjen proti nekomu, bi se ta imenoval Antonio Giovinazzi. Ker nikoli nisem razumel, s čim si je on zaslužil sedež v tem športu, ki mu sledim in ki mi navdihuje s strastjo, ampak to je druga zgodba. In niti Giovinazzija ne sovražim, če smo iskreni. A pri Charlesu Leclercu je bilo kar nekaj pokazateljev, ki nam nekako kažejo njegovo podobo drugače od tistega, kar je predstavljena v medijih. Charles Leclerc kot prvo še zdaleč ni nek prijazen voznik, je izjemno agresiven, pretkan in lahko bi dejali, da mnogokrat na meji onega, kar je dovoljeno. In tu bomo seveda sedaj pogledali nekaj primerov. Verjetno vam je znano, da v sezonah 2019-2020 sta Charles Leclerc in Sebastian Vettel mnogokrat trčila med seboj. In o tem nam govorijo fotografije in kdor sledi mojim prispevkom, tudi točno ve, da imam v lasti nekaj drobcev iz velike nagrade Štajerske sezone 2020, ki so pravzaprav iz zadka Ferrarija Sebastiana Vettela, v katerega je na samem štartu priletel nihče drug kot Charles Leclerc. Ampak lahko bi dejali, zgodi se nič kaj takega. Ampak ali se kdo spomni dvoboja med Charlesom Leclercem in naprimer Lewisom Hamiltonom? Na veliki nagradi Italije v sezoni 2019. Nekaj, kar je bilo na robu legalnosti. Takrat Michael Masi je celo Leclercu, kasnejšemu zmagovalcu tiste dirke, dal izjemno znano črno-belo zastavo kot zadnje opozorilo zaradi nevarne vožnje. A seveda, mnogi boste sedaj dejali, bil je mlad, neizkušen, gorečen in to je opravičljivo. Ampak sam sem se znašel pod kritiko, naprimer na lanski veliki nagradi Italije. Takrat sem dejanja Charlesa Leclerca proti njegovemu moštvenemu kolegu Carlosu Sainzu mlajšemu ostro kritiziral, da so bila nespametna in nepotrebna. Podobnega mnenja je bil tudi Giancarlo Minardi, s katerim se poznava, s katerim sva kasneje tudi prediskutirala zadeve, ampak nekaterim pač ni bilo všeč, da sem odprto povedal, da Charles Leclerc v tisti priložnosti je po nepotrebnem ogrožal dober moštveni rezultat. In mnogokrat povem, da Charles Leclerc je enkraten na kvalifikacijah, verjetno najboljši na štartnem razporedu, kar se tiče enega samega kroga. Ampak na dirki, ko gre zares, je prekleto neučinkovit. In verjamem, sedaj se bodo začeli kritike. Ampak tu bom tokrat citiral zunanji vir, ki je, upam, malce bolj objektiven kot moj pogled v očeh marsikoga izmed vas. Na spletnem portalu motorsportmagazine.com so 27. julija 2022 napravili izjemno dobro analizo med točkami, ki jih je dosegel Charles Leclerc v dirkah do velike nagrade Madžarske in tistih, ki bi jih lahko dosegel do že prej omenjene dirke. Namreč takrat je Max Verstappen seveda zbral 258 točk in Charles Leclerc le 178.
Ampak po njihovih izračunih, če Charles Leclerc ne bi imel težav z zanesljivostjo in če Charles Leclerc ne bi napravil vozniških napak, bi bila situacija čisto drugačna. Max Verstappen bi zbral 220 točk, medtem ko Charles Leclerc 314. In če bi imel takšno prednost po veliki nagradi Madžarske, bi imel veliko priložnost postati svetovni prvak. A dobro vemo, z Čeji se naslova ne osvoji. In tu je treba poudariti še nekaj, kar je bistvenega. Namreč v tistem deležu izgubljenih točk, ki jih lahko pripišemo težavam z zanesljivostjo, je bilo 65 točk. V tisti drugi skupini, kjer so napake voznika, pa 71 točk. In sedaj se moramo zavedati nekega dejstva. Charles Leclerc vozi za Ferrari. In Ferrari ni katerakoli ekipa v svetovnem prvenstvu Formule 1. Ferrari je Ferrari. In za Ferrari tekmujejo le najboljši. Vsaj tako bi moralo biti. Namreč mnogi vozniki, ki so bili pri Scuderiji, so verjetno v tolikšnih sezonah, kot jih je imel na razpolago Charles Leclerc, dosegli bistveno več. Tu ni izgovor, da pravzaprav je imel Charles Leclerc na razpolago slabše bolide od tistih, ki so bili na primer v času Michaela Schumacherja in podobno. Tudi sam Michael Schumacher je pripomogel k temu, da praktično od sezone 1999 pa tja do 2004 so pri Ferrariju bili izjemno dobri. In tu gre poudariti nekaj, kar res meni osebno pri Charlesu Leclercu ni všeč. Ko gre nekaj narobe, so po izjavah, ki jih lahko zasledimo v medijih, v večini primerov krivi drugi in ne on. A verjetno tu gre za interpretacijo njegovih izjav in ne bomo seveda sedaj s tem zgubljali časa. A dejstvo je, da pravzaprav mnogi njegovi podporniki hvalijo, ko pride na zmagovalni oder. A treba je biti, kot sem mnogokrat povedal, objektivni. Če je nekdo dirko začel na drugi štartni poziciji in konča kot tretji, je v resnici izgubil eno mesto. In če je seveda to sedaj uspeh, imam sam, priznam, preveč visoko postavljene standarde. Če nekdo želi postati svetovni prvak v Formuli 1, mora v bistvu zmagovati in zmagovati. Konec koncev lahko si privošči, da pravzaprav kakšno dirko tudi pride na drugem ali tretjem mestu. Ampak kar smo videli pri Maxu Verstappenu v sezoni 2023, je tisti ritem, za katerim bi morali strmeti vsi. Charles Leclerc ima znano dejstvo, na primer, velike težave na domači veliki nagradi Monaka. Kolikokrat se mu je nekaj pripetilo, čeprav je bil v večini primerov kriv tudi sam. In to kaže, da pravzaprav njegova psihološka trdnost ni med največjimi. Sam sem opazil, da Charles Leclerc, ko na primer na začetku dirke pobegne naprej, je praktično neulovljiv, ko je vse popolno, ko je vse tako, kot so si zamislili, je v bistvu najboljši na štartnem razporedu. Ampak ko se je treba malce boriti, ko se je treba prebijati naprej, ko zaradi takšnih ali drugačnih razlogov mora začeti v ozadju, no, takrat pa začnejo težave. In seveda težave z trki, težave z preveč agresivno vožnjo in še bi lahko naštevali. Ampak tu ni pravzaprav mesto, da bi kritizirali voznika, ki bo še dolga leta v sestavi Scuderije z Maranella. Tu gre v bistvu za odgovor na vprašanje, ali imam sam kaj proti temu vozniku.
In kot sem povedal, nimam. Žal so pa podatki tisti, ki mi kažejo, da pravzaprav ni tako dober, kot nekateri pravijo. Poglejmo samo število tistih najboljših štartnih položajev, ki jih je osvojil do sedaj v Formuli 1 in ki bojo v prihodnosti verjetno še bistveno višji. In seveda ta podatek, če primerjamo s številom njegovih zmag, je seveda tisto, kar bi mnoge lahko spravilo k premisleku, zakaj toliko pole positionov ni bil sposoben preleviti v zmage. So vozniki, ki imajo to razmerje približno enako, so vozniki, ki so res dosegli več zmag kot pole positionov, ampak le redki imajo, dovolite mi, tako negativno statistiko. A kot običajno gre za moj pogled, mogoče sem prestrog, mogoče sem preveč zahteven. A ne smemo mimo še nekega pomembnega dejstva. Mnogi Charlesa Leclerca imenujejo kot prvaka prihodnosti. V italijanskem tisku lahko tudi pogostokrat zasledimo, da ga imenujejo il prescelto ali izbranec. Ampak to, da bo Charles Leclerc svetovni prvak prihodnosti, nekako nas, navdušence, napeljuje k dejstvu, da je še mlad, da ima pred seboj še ogromno časa. A rad bi poudaril nekaj. Rojstni dan Maxa Verstappena in Charlesa Leclerca je le nekaj tednov narazen. In vsakdo ima lahko pred očmi, kaj je v tem času dosegel Max in kaj Charles. Seveda, konec koncev lahko mu bo uspelo in sam komaj čakam, kdaj bosta Charles Leclerc in Lewis Hamilton moštvena kolega. Po mojem mnenju sta karakterno dokaj podobna in med podobnima karakterjema se lahko zgodi marsikaj, recimo nepričakovanega. A to bo seveda tematika nadaljnjih prispevkov, nadaljnjih analiz. Za danes pa upam, da sem končno in dokončno odgovoril na vprašanje, če imam sam osebno kaj proti Charlesu Leclercu. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.